smo se pogovarjali o učinkih davčne reforme, ki je začela veljati v začetku lanskega leta, še posebej z vidika teh učinkov na mala in mikropodjetja. V osredju oziroma v ospredju ali pa osrednja tema teh pogovorov je vprašanje davčnih olajšav. Kot veste, je ta davčna reforma namesto investicijskih olajšav uvedla nekatere druge olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj, potem regionalno olajšavo za vlaganje v bolj prizadetih regijah oziroma na razvitih regijah. In ta davčna reforma je tudi omogočila, da se te olajšave koristijo ne samo v tekočem letu, ampak tudi v naslednjih 5 letih, kar je bistveno razširilo manevrski prostor za izkoriščanje te razvojne priložnosti. Te olajšave, ki so bile uvedene namesto investicijskih olajšav, so ustvarile določen manevrski prostor, ustvarile so večje možnosti tudi za dodatno investiranje. Nasploh je ta davčna reforma, ki se izvaja v Sloveniji od 1. januarja leta 2007, težila k temu, da se na nek način poveča davčna osnova, hkrati pa da se zmanjšajo davčne stopnje. Glede na to, da je lansko leto končano, da imamo prve podatke, lahko rečemo, da so v splošnem učinki te davčne reforme pozitivni, da pa se je seveda kot vedno pri teh reformah pokazalo, da bi bilo mogoče nekatere stvari potrebno dodatno popraviti. Z tega vidika bomo natančno proučili tudi to zadnjo pobudo Slovenske obrtniške zbornice in tudi številnih posamičnih subjektov, predvsem malega in mikropodjetništva po olajšavah v razvojne investicije. To pobudo bomo proučili. Proučili bomo tudi možnost, da se ta problem skuša rešiti znotraj tolmačenja obstoječega zakona. Vendar pa bo vlada konkretne rešitve sprejela ali pa jih predlagala Državnemu zboru šele potem, ko bomo imeli na mizi vse podatke za prvo davčno leto, odkar nova davčna zakonodaja velja. Ti dokončni izračuni bodo na voljo najkasneje do polovice tega leta. Seveda z pripravo rešitev ne bomo čakali do takrat. Danes smo se dogovorili, da bomo sodelovali tudi v tem vmesnem času in potem skušali dodelati rešitev, ki bo tudi znotraj te nove paradigme prenovljene lizbonske strategije dodatno omogočila hitrejši razvoj malim in srednjim podjetjem. Torej, vlada potem, ko smo na nek način zaključili prvo leto izvajanja nove davčne zakonodaje, zdaj začenja analizirati te rezultate in znotraj te analize bomo skušali najti odgovor tudi na ta problem, na katerega opozarja Obrtna zbornica Slovenije.